Dober dan želim vsem skupaj. Veliko vas se je odločilo, da prekine svoj dan, delovni dan, s tem, da se družite z mano pri temi prenove poslovne infrastrukture podjetja. Že samim tem, ko ste prepoznali, da je to pomembna tema, je velika verjetnost, da boste iz celotne situacije išli kot zmagovalci. Za začetek našega današnjega srečanja sem vam pripravila nekaj fotografij, na prvem slajdu Cirque du Soleil. Zakaj Cirque du Soleil? To je v bistvu cirkus, ki je naredil neverjetno zgodbo. Ustvarili so cel poslovni imperij v branži, ki je bila praktično tik pred izumrtjem. Kako jim je to uspelo? To, kar lahko opazimo na prvi pogled, je kakovost izvedbe na različnih ravneh z različnih aspektov. To niso samo vrhunski akrobati, odlična je zgodba, odličen je make-up, odlični so kostumi, odlično je vse, kar pravzaprav vidimo. Takoj lahko zaslutimo, da tega cirkusa ne vodi cirkusant, ne vodi ga akrobat, ne vodi ga klovn. Vodi ga en zelo dober menedžer. Menedžer, ki je vključil v svojo organizacijo zelo različne strokovnjake, specialiste za različna področja. In še tretja stvar, ki je v bistvu tukaj pomembna, je to, da so upoštevali družbo, njene vrednote, prenovljene vrednote, ki je v bistvu družba užitka. Družba, ki išče neko konstantno lepoto, ki jo prepoznamo kot gledalci. Zdaj, kaj je človeku lepo? Kaj je človeku prijetno? Prijetno in lepo nam je nekaj, kar je simetrično, kar je skladno. To, kar nas zmoti, ni odličnost posameznega kosa ali slabša kakovost posameznega kosa, ampak kako smo to zložili skupaj. Tukaj je zelo pomembno, čemu je naša urejenost namenjena, kako smo opredelili smoter svoje oprave. Na primer, če gremo v hribe, bomo izgledali zelo skladno, če bomo imeli gojzarje pa nahrbtnik. Zelo čudno bomo pa izpadli, če bomo imeli pri tem neko večerno obleko, pa če je še tako krasna. Zato zgolj funkcionalnost posameznega kosa ni dovolj, da je ta organizacija prijetna, tako za uporabnike, kot za tiste, ki delajo v njej. Kako pridemo do te neke skladnosti, je večkrat stvar nekih dolgotrajnih procesov. Če delamo nekaj počasi, potem so te spremembe še kar prijetne, to je nekaj, kar zmoremo. Če pa so spremembe zelo hitre, nam je to zelo naporno. Zato spremembe v organizaciji v običajnih razmerjah ne moremo izvajati na hitro. Zelo težko spreminjamo kulturo podjetja, zelo težko delamo neke velike spremembe, ker se nam ljudje uprejo. Uprejo se nam zato, ker se počutijo varne v tistem, kar poznajo, zato, ker je potrebno vlagati napor, energijo dodatno v neke spremembe, pa še vedno početi neke stvari, ki jih redno počnemo. Tako je znano, da je za spremembo kulture, za spremembo večjo v neki organizaciji potrebno 3, 5, 7 let. In kako se te spremembe začnejo? Iz change managementa vemo, da je potrebno narediti najprej neko potrebo po spremembi. To morajo ljudje prepoznati, da se je treba spremeniti, da so se pripravljeni angažirati. To je zelo težko, če imamo slabše angažirane ljudi.
ki se ne identificirajo s podjetjem ali pa v bistvu imajo prisilno psihološko pogodbo z podjetjem. Taki se okrog sprememb težje aktivirajo, težje jih sprejemajo kot nekaj dobrega, pozitivnega, kot nekaj, kar je res potrebno. Z racionalnimi razlagami pri njih v bistvu ne pridemo zelo daleč, ker jim je trenuten občutek ugodja, udobja, varnosti bolj pomemben kot neki dolgoročni cilji podjetja ali pa tudi lastne koristi na dolgi rok. Zato je zelo pomembno, da tako kulturo agilnosti, prilagodljivosti gradimo z zgledi. Ne moramo reči, bodite agilni in ljudje bodo agilni. Pomembno je, kako se obnašamo recimo do napak ljudi, tudi do lastnih. Ali o njih govorimo, kakšne so posledice teh napak, ali probamo zaradi tega kaj izboljšati, ali jih ignoriramo. Kaj smatramo za dobre prakse? Od koga se učimo? A se učimo tudi od lastnih ljudi? Ker če jih res cenimo, potem se učimo tudi od ljudi v lastnem podjetju. In na koncu, kako se obnašamo do zavzetosti ali nezavzetosti zaposlenih. A to ignoriramo, ali to sankcioniramo, ali se s tem posebej ukvarjamo. To so vse stvari, ki zelo vplivajo na to, kako bomo zdaj reagirali v tem stanju šokovne spremembe, velike spremembe, ki se je zgodila naenkrat. Kar naenkrat smo ostali doma ali pa delamo v drugačnih razmerah. Kar je še bolj zanimivo, kar nas čaka vnaprej, je pa to, da se ne bomo vrnili na isto. Za tiste, ki pričakujejo, da se ne bo nič spremenilo in ki mislijo delati tako, kot so delali do zdaj, se bo začelo eno zelo neprijetno obdobje. Ker tudi, če mi mislimo, da lahko jutri začnemo tako kot prej, nas čakajo neke praktične ovire za začetek. Recimo varstvo otrok naših zaposlenih ali pa recimo javni prevoz. Tako da te spremembe, ki so se zgodile zdaj, hočeš nočeš, moramo vsi opaziti. Ne moremo jih ignorirati. In vsi tisti, ki so zbirokratizirani, se bodo bodisi aktivirali, bodisi bodo na nek način propadli. Na tak način ne bo več šlo. Zaradi vseh sprememb, ki se že sicer dogajajo na trgu, dober menedžer stalno spremlja, v kakšnem odnosu je njegovo podjetje z trgom. Že tukaj stalno išče neko novo ravnotežje. Kakor hitro se trg spreminja, se mora spreminjati tudi sam. Če tega ne izvaja, bolj kot je odvisen od trga, slabše je pripravljen na prihodnost. Zato tista podjetja, ki niso v resnici na trgu, recimo razni monopoli, lahko preživijo tudi brez večje agilnosti, ker enostavno ne živijo v spremembah. Zato bodo na nove stvari veliko slabše pripravljeni. Za njih bo v resnici najtežje. Vendar ta trg ni edino, kar se spreminja in s čimer moramo ohranjati ravnotežje. Zelo pomembna je tudi notranja uravnoteženost. Notranja uravnoteženost je nekaj, kar si lahko predstavljamo z dolžino nog ene mize. Kako uspešni smo lahko pri delu na tej mizi, kako lahko pokažemo svoje spretnosti, kompetence, kako hitri smo lahko pri svojem delu, je odvisno od tega, kako stabilna in ravna je ta površina. In zanimivo je to, da je v bistvu najslabše, če je ena od nog veliko daljša od drugih.
To se v podjetjih pozna recimo, če je funkcija prodaje veliko bolj razvita kot vse ostale funkcije v podjetju, ki težko sledijo vsemu, kar prodaja želi uveljaviti. Nekako ne more povesti ostalih področij v podjetju, da ji sledijo, če ni poskrbljeno tudi za njihov razvoj. Ker če je ena noga majčkeno krajša, se to na površini mize v resnici ne bo poznalo. Zato je zelo pomembno, da skrbimo za notranjo uravnoteženost v podjetju. In sicer so te noge sestavljene iz načina organiziranosti, s čim se v resnici ukvarja recimo razvoj podjetja, kaj v resnici je fokus upravljanja, katerih virov in v bistvu kakšne so recimo komunikacijske poti. Veliko podjetij v Sloveniji pravzaprav je funkcijsko organiziranih, čeprav govorijo o poslovnih procesih. Zelo malo je tistih, ki so mrežno organizirani, se pravi tistih, ki imajo poleg procesne organizacije tudi projekte, interne in eksterne. Podobno je pri razvoju. Zelo veliko podjetij se ukvarja z produktom, veliko manj se jih aktivno ukvarja z strankami. Še manj je pa takih, ki se ukvarjajo z razvojem, ki se dogaja v celotnem segmentu. Če se vrnem na začetek te današnje predstavitve na Cirque du Soleil, pravzaprav bi težko razvili tako zgodbo o uspehu, če bi se ukvarjali samo s tem, kako delajo drugi cirkusi. Ker so v resnici na trgu z vso zabavno industrijo. Ker se v resnici ljudje ne odločamo, a bomo šli v cirkus A ali v cirkus B, ampak se odločamo veliko širše, kako bomo porabili svoj prosti čas. Izbiramo med tem, ali bomo šli v kino, izbiramo med tem, ali bomo šli na koncert, izbiramo med tem, ali bomo šli v gledališče, ali pa mogoče celo na kakšno športno tekmo. In podobno je z upravljanjem. Ni pomembno samo, kakšno opremo imamo in kako je ta izrabljena in kako inovativni smo pri finančnih virih in kako jih razumemo. Ali je zelo pomembno samo to, da imamo denar nekam naložen, ali je pomembno, da imamo dovolj aktivnega denarnega toka za take krizne situacije, kot je zdaj situacija z epidemijo. Tako da notranja uravnoteženost je nekaj, kar omogoča, da celotna organizacija res uspešno dela in da se zaposleni počutijo pri delu prijetno, ter da jih zunanji svet dojema kot neko uravnoteženo celoto, kot nekaj, kar daje občutek varnosti, da bodo izpolnili svoje obljube do trga, ki jih dajejo. Ko nastopi kriza, pa se krajše noge, daljše noge izraziteje pokažejo. In to pride tako na dan, da tudi tiste razpokce, ki smo mislili, da jih zlahka ignoriramo, se zelo izrazito pokažejo in ne moremo več mimo njih. Začne se lahko že z cilji, ki niso usklajeni z vrednotami. V predkoronskem času, če tako rečemo, smo si lahko mogoče zastavili za cilj, da delamo samo za dobiček, čeprav smo zaradi tega onesnažili neko reko trajno. V krizi pa se pokaže,
da ne moramo trditi, da je zdravstvo uspešno samo zato, ker dela. Ampak moramo razmisliti, kateri so cilji v skladu z vrednotami organizacije, ki jih sprejema celotna družba. Kakor hitro je to opaziti v javnih službah, v javnem sektorju in smo lahko zelo hitro kritični do njih, to velja tudi za vse nas. Ali se ukvarjamo predvsem z stroški, ali se ukvarjamo z tem, kako bomo izpolnili nek smoter organizacije. Ali se bomo ukvarjali s tem, da ta trenutek znižamo stroške in odpustili ljudi, se do njih slabše obnašali, jutri pa ne bomo več mogli izvajati svojega osnovnega poslanstva in nuditi trgu neke storitve, neke izdelke, za katere smo v resnici plačani. To se pokaže v krizi tudi za samimi kriznimi projekti. Kdo je v resnici za kaj odgovoren in zakaj je odgovoren? Dala bom primer zdajle obračuna plač. Kdo je v resnici odgovoren za obračun plač? Kdo je pristojen, da išče rešitve izven organizacije? Ali je dovolj, da računovodstvo čaka na to, da bodo predpisi čim bolj natančno opisali posamezne korake, ali morajo prevzeti neko aktivnejšo vlogo in mogoče poklicati direktno gospoda Simiča in ga vprašati, kako naj nekaj izvedejo v konkretnem primeru. Hkrati je pa tukaj vprašanje mogoče v popolnosti napačno. Mogoče se moramo vprašati, kdo je tisti, ki je odgovoren za izplačilo plač in ne samo za njihov obračun. Bolje, ko imamo te stvari opredeljene, lažje se bomo znašli v krizni situaciji. Se pa zdaj po krizi obeta večja sprememba predpostavk, na katerih delujemo. Vsi govorijo o tem, da pričakujejo neko spremembo vrednot, da so ljudje spremenili neko hierarhijo vrednot, kaj jim je resnično pomembno, da jim je bolj pomembno zdravje, da jim je bolj pomembno, da se ukvarjajo z družino, ampak prave vrednote podjetja in skladnost vrednot ljudi za podjetjem vplivajo tudi na vizijo podjetja in na njegovo poslanstvo. Ker te temeljne predpostavke podjetja v resnici niso fizikalni zakoni. To ni nekaj, kar je trajno. To je nekaj, kar se v takih situacijah definitivno spreminja. Vprašanje je samo, ali te predpostavke spreminjamo aktivno ali se prepuščamo stihiji in čakamo, kaj se bo zgodilo. Zato je pomembno vprašanje, ali ste spremenili recimo svoje cilje, ne samo zdaj za prvo polletje, ampak tudi za prve 3 kvartale do konca leta, čemu jih boste prilagodili. A boste znižali te cilje zato, da vam ne bo mogoče treba vračati državne pomoči, ali boste v skladu s svojimi vrednotami, ki ste jih imeli pred krizo, še naprej skrbeli za to, da boste rasli ne samo s podjetjem, z prihodki, z finančnimi rezultati, ampak tudi z načinom dela. Infrastruktura mora biti usklajena s temi temeljnimi predpostavkami. Infrastruktura mora te predpostavke podpirati in jih omogočati. Tako kot imamo sicer javno infrastrukturo, recimo ceste. Ceste morajo biti usklajene z časom, z potrebami družbe, z razvojem družbe.
Zastonj imamo recimo še ne vem kako sodobne avtomobile, ne vem kako spretne šoferje, če nimamo temu prilagojene ceste. Po kolovozih se boste zelo težko vozili z Porschejem, a ne? Tako da infrastruktura v podjetju je nekaj, kar je temelj za to, da uresničimo svojo vizijo, da živimo svoje vrednote, da izpolnjujemo svoje poslanstvo. Kaj paše v infrastrukturo podjetja? Poslovna infrastruktura je na prvem mestu način organizacije, način organiziranosti, delitve dela. Sem sodi tudi delitev odgovornosti in pristojnosti, ki so v procesni organizaciji med seboj uravnoteženi. Temu mora slediti v bistvu vprašanje, kako nagrajujete zasluge za neke rezultate. Kaj v bistvu je tisto, kar cenite kot rezultat in katero delo zavrnete ali vzamete vsako delo, ne glede na ceno, ki jo za to plačate. Pa ne mislim samo v obliki stroškov, ampak tudi v smislu tega, da izdate svoje vrednote, da zanemarite svoje poslanstvo, da opustite svojo vizijo in je tako nikoli ne dosežete. Zato je tukaj primerno vprašanje, kako veste, da ste uspešni. Kako boste vedeli, da ste uspešni po tej krizi? Definitivno je, da je zdaj treba svoje cilje spremeniti. Mogoče je pa treba spremeniti tudi vizijo. Mogoče je treba prilagoditi poslanstvo. Mogoče si moramo potrditi vrednote še enkrat vsi zaposleni, zato da se bomo uspešno prilagodili spremembam. Kako? Tako, da bomo prilagodili infrastrukturo. In začeti je treba z organizacijo dela. Med infrastrukturo sodijo tudi komunikacijski kanali, kar ste zdaj gotovo v teh časih vsi občutili na lastni koži. Vsi, ki delamo od doma, vsaj delno, ki delamo na daljavo, smo mogli bolj intenzivno začeti uporabljati različne digitalne komunikacijske kanale. S tem so se stvari v organizaciji dela zelo spremenile, če se tega zavedamo ali pa ne. Koliko časa traja, recimo, da skličemo sestanek? Še posebej, če gre za sestanek ali dogodek izven podjetja. Če jaz tukaj delim recimo lastno izkušnjo, da bi imela predavanje na Gospodarski zbornici pred koronavirusom, bi se morala dogovarjati nekaj mesecev prej. Zdaj smo se dogovorili praktično v enem tednu. Kako pa bo to po neki vzpostavitvi, recimo temu normalnega življenja? A bomo pripravljeni iti nazaj? Verjetno, da ne. Zato je zdaj trenutek, da se vprašate, kako resno se morate spremeniti. Kako so se zdaj spremenila pričakovanja kupcev, kako se bomo temu prilagodili za novo infrastrukturo podjetja. O poslovnih procesih kot o enemu izmed načinov organizacije govori velika večina firm. Jaz, ko delam na terenu ali pa ko hodim na različne dogodke in se pogovarjam z različnimi menedžerji, praktično vsi govorijo o poslovnih procesih. Sama dvomim, da je večina organizacij organiziranih procesno. Če že, potem v proizvodnji, ker je to nekaj, kar je pogojeno za tehnologijo dela, veliko slabše pa v tem delu, kar pogosto imenujemo skupne službe,
oziroma kar so podporni procesi, kar niso ključni poslovni procesi. Kako pa veste, ali imate procesno organizacijo? Tukaj je nekaj ključnih vprašanj, na katere je potrebno imeti odgovor. Prvo resno in težko vprašanje je, čemu v resnici dodajamo vrednost. Tudi če imamo odgovor na to vprašanje na nivoju podjetja, ni rečeno, da imamo procesno organiziranost. Odgovor na to vprašanje moramo namreč imeti za vsako organizacijsko enoto in za vsako delovno mesto. In temu sledi vprašanje, kaj so naši rezultati. Kako vemo, da smo uspešni? Zakaj bomo dobili nagrado? Zakaj bomo dobili priznanje? In to priznanje predvsem od sodelavcev. Kako bodo naši sodelavci prepoznali, da tudi mi prispevamo k dodani vrednosti podjetja? In na koncu še zelo pomembno vprašanje, s kom vse se usklajujemo? Ali to delamo načrtno, ali to delamo organizirano, ali se ograjujemo v neke vrtičke, v neke grede in se izogibamo odgovornosti. To so neka ključna vprašanja, ki nas peljejo k temu, da vidimo, ali imamo procesno organizacijo na vseh nivojih podjetja, ali imamo samo tak vtis. Tukaj je treba reči, da je krizni menedžment v resnici projektni menedžment. Na sliki prikazujem 4 stopnje razvoja organizacij po evolucijskem modelu Violete Bulc. Na prvi stopnji razvoja so organizacije, ki so organizirane funkcijsko. Na drugi stopnji so organizacije, ki so organizirane procesno. Na tretji stopnji je mrežna organizacija, ki vključuje poleg procesne tudi projektno. In na koncu je kot najvišja stopnja organizacij, ki jih poznamo v tem trenutku, organizacije, ki so organizirane v pajčevino. In zdaj, kot vidite, je najtežji, največji preskok, najdaljši preskok med prvo stopnjo organizacije in med drugo stopnjo organizacije. Potem nekako gre dosti hitreje, gre po neki eksponentni krivulji hitro navzgor. Ampak stopenj razvoja se ne da preskokovati. Mi ne moramo iti iz prve stopnje razvoja v tretjo, v četrto, ker je dolžina nog enostavno neenaka in ljudje to čutijo kot velike napetosti. Take izkušnje imajo recimo vse organizacije, tako firme kot javni sektor, ki so začele delati na razpisih z projektnimi nalogami. Tam je zahtevana projektna organizacija, ki sodi v tretjo stopnjo, medtem ko je vse ostalo še vedno v prvi stopnji. Take organizacije imajo občutek, da zelo veliko delajo, da zelo veliko znajo, ampak rezultati kar nekako ne odražajo tega vložka. In zdaj s kriznim menedžmentom smo se zelo spravili v neko agilno stanje, vključili smo neko projektno vodenje, ampak številne noge so ostale kratke, kar se nam bo v naslednjih mesecih maščevalo, če tega ne bomo uredili in bomo krepko padali nazaj, tem, da v bistvu ne bomo sposobni se odzivati na vse, kar trg pričakuje. Zato je to zelo pomembno vprašanje, ali ste procesno organizirani ali niste. In
tak odgovor iz občutka je za neko oceno, je res to vprašanje, ali se vam zdi, da vaši rezultati odražajo ves vložek, ki ga date v obliki energije, časa, truda vseh zaposlenih. Lahko pa se odločite za profesionalno analizo in greste pač po neki shemi ali pa tako analizo naročite in točno vidite, kje je treba vlagati, v kateri del organizacije, da vaše noge postanejo enako dolge in omogočajo delovno površino, kjer je delo prijetno, zelo učinkovito in plodno. Ker se stopenj razvoja še enkrat ne da preskakovati, je zdaj skrajni čas za procesno organizacijo. Ker ta krizni menedžment vas je zdaj že potisnil v 3. stopnjo, v mrežo. Vi ste že preskočili to prvo najtežjo fazo change managementa. Se pravi, vsem je prekleto jasno, da spremembe so potrebne. Zelo malo je treba zdaj ljudem razlagati, da so potrebne spremembe. Ni jih potrebno toliko prepričevati. Se pravi, en del posla je že narejen. Sedaj je čas, da naredite še vse ostalo in vam postane v 3. stopnji udobno. In s tem postanete veliko bolj agilni in gotovo boste imeli temu primerne tudi rezultate. Zato, da pa to ne bo organizacija, ki podpira neke predpostavke, ki več ne veljajo, je pomembno, da preverite, ali je vaša dosedanja vizija nekaj, kar bo v spremenjenih okoliščinah še vedno realno. To je tudi vprašanje, ki se tiče naših blagovnih znamk in njihove spremenjene vrednosti v sedanjih okoliščinah. Po enem mesecu, po 40 dneh, po 50 dneh bo počasi veliko vprašanje, ali je kupcem še vedno mar, recimo, v katero trgovino grejo. Ali jim bo to postalo vseeno in bodo šli enostavno v najbližjo. To je samo primer sprememb v družbi, na katere se mi moramo odzivati, ker to pomeni v resnici spremembo v vedenju naših potrošnikov. Seveda nima noben kristalne krogle, da bi videl, kako se bodo odzivali, ampak povečamo lahko svojo občutljivost, povečamo lahko svojo odzivnost in to naredimo z načinom organizacije. Za uspešnost takih sprememb je potrebna velika vztrajnost zaposlenih. Veliko zaupanje med lastnikom in menedžerjem, ki pa mora biti v resnici tudi neustrašen in izjemno deloven. Tukaj sem vam spodaj navedla kot en vir srečanje, ki ga je organiziralo Združenje Menedžer novembra lansko leto z enim profesorjem, ki uči tako na eni nemški univerzi kot na IEDC Bled. In sicer je predstavil raziskavo lastne skupine o tem, katera podjetja so najbolj uspešna na londonski borzi. In ugotovili so, da so družbeno odgovorna podjetja z etičnim poslovanjem na borzah veliko bolj uspešna kot ostala. In takoj je temu sledilo vprašanje praktično vseh poslušalcev. Zakaj torej ni več takih podjetij na trgu? Ker vlagatelji, lastniki iščejo taka podjetja. In odgovor je bil presenetljiv. Zato, ker je to tako veliko dela,
da se večina menedžerjev ne želi s tem ukvarjati. Sedaj je pa čas, ko enostavno moramo zavihati rokave, ni čas za udobje. Biti moramo neustrašni in se reorganizirati tako, da bomo izpolnili mogoče nove vizije. In pri teh vizijah razmišljati o tem, kako opredeliti smoter našega podjetja, da bo imel dodano vrednost ne samo finančno za lastnike družbe, ampak tudi za družbo kot celoto, v kateri delujemo. Ker zadnje stopnje, 4. stopnje organizacije ni, brez razumevanja lastne vloge v družbi, kjer smo vsi povezani. Zdaj, neizpodbitno smo se naučili v tej krizi, da gospodarstvo brez zdravstva ne more. Gospodarstvo brez javnega sektorja ne more. Ampak to, kar se bomo naučili v naslednjih mesecih, pa je, da javni sektor brez uspešnega gospodarstva ravno tako ne more. Zato je smiselno razmisliti ne samo zaradi finančnih rezultatov, ampak tudi zaradi dolgotrajnejše uspešnosti, kakšen je smoter naše organizacije za celotno družbo. Tako da bi pozvala, da vsi pristopite k vprašanju, kako boste dodajali vrednost lastni organizaciji in družbi kot celoti v prihodnje. Kako se boste odzvali po tem našem današnjem srečanju? Tisti, ki ste v prvi fazi razvoja, se boste verjetno odzvali z odnosom, bomo sami poskušali kaj narediti, saj zmoremo. In to je že nekaj, a ne? Pogledali boste vire v prezentaciji, majčkeno se pogovorili s kolegi in videli, kaj lahko naredite. Tisti, ki ste v 2. stopnji razvoja, boste razmislili, da bi mogoče majčkeno več se poučili o tem, kako bi prišli v naslednjo stopnjo razvoja, ampak še bolje bo, če se boste potrudili in se lotili pravega svetovalnega projekta, kar outsourcing definitivno ni. Še boljše rezultate imajo pa tisti, ki se odločajo za večjimi zunanjimi partnerji za neko dolgoročno sodelovanje. Ampak morali bi pa vsi težiti k več. Zato bi bilo dobro, da razmislite, ne kako bi vam bilo udobno sicer reagirati na tako srečanje, ampak kako bi lahko naredili več. Ker tovrstna predavanja so lahko samo informativna, lahko so pa izobraževalna. Ločnica je v tem, kaj vi naredite potem, ko je tega konec. Ali boste nekaj spremenili pri svojem delu, ali boste ostali pri načinih, kot ste jih navajeni sedaj. Če boste stopili iz cone udobja in se ozrli po eni stopnji višje, kjerkoli ste, boste bolje pripravljeni na naslednje mesece in na naslednje leta in tudi to se bo pokazalo v vaših finančnih rezultatih, v zadovoljstvu zaposlenih in v priznanju družbe, v kateri delujete. Zaključila bi s tem zadnjim slajdom našega arhitekta Plečnika in stavkom, da arhitektura infrastrukture ni samo vprašanje statike. Torej, organizacija dela, ki izpolni samo osnovno funkcijo, da samo v bistvu imate opredeljena delovna mesta, zato ker je pač nekaj treba dati v pogodbo,
To enostavno ni dovolj. Infrastruktura mora podpirati sliko, vizijo mesta oziroma vašega podjetja, kot si ga želite uresničiti v prihodnosti. Tako ta vizija ne bo samo neka skica na papirju, ampak bo nek cilj, ki ga boste nekoč tudi dosegli. Tem bi jaz v bistvu nekako zaključila svojo predstavitev. Potem bi pa rekla, da mogoče tisti, ki želite, me lahko kontaktirate. Mislim, da bo organizator poskrbel, da boste dobili slajde. Pomembno je, da pogledate čim več virov, ki sem jih navedla, in da dejansko razmislite, kje ste zdaj. Če povzamem neka ključna sporočila iz svoje prezentacije, je to gotovo to, da je notranja uravnoteženost podjetja nekaj, kar omogoča prijetno delo in kar omogoča obenem učinkovito delo. Se pravi, rezultati so v skladu z vloženim trudom in energijo. Zato je zelo pomembno, da razmislite, tudi če ste bili do zdaj v ravnotežju, kakšna je vaša nova uravnoteženost, kje je vaša nova uravnoteženost glede na razmere na trgu. Ponovno premislite o viziji, ponovno premislite o strategiji. Kako se lahko mikropodjetja organizirajo, je prvo vprašanje. Zdaj, vprašanje je najprej, kako veliko je mikropodjetje. Zdaj, jaz se ukvarjam predvsem z podjetji oziroma z organizacijskimi enotami, ki nudijo intelektualne storitve. Sem sodijo recimo izobraževanja, potem IT podjetja, ne vem, oglaševalske, izobraževalne organizacije in podobno. V teh podjetjih je nekako tipično, da obstajajo neke faze ravnotežja, recimo 3, 9, 23, 45. Vmes so nekako te organizacije nestabilne. Zdaj, če ste v bistvu mikropodjetje, ki je na ravni velikosti 3, boste zdaj neke procesne organizacije težko vpeljete. Pri številu 9 se že nekaj da, še bolje pa je to, ko pridete na 23. Zelo pomembno je pri procesni organizaciji, da začnete s tem, kaj je vaš cilj. Hvala, tukaj je en gospod Jure Cvikl, ki je predavanje pohvalil, tako da hvala vam. Potem gremo še na kakšno vprašanje. Okej. Ja. Kolegica Amadeja sprašuje, kako gledam na infrastrukturo, strukturo in organizacijo. Zdaj, v bistvu, jaz mislim, da je organiziranost podjetja, to, kar številni avtorji imenujejo organizacija, tip organizacije dela, to je del poslovne infrastrukture. Medtem ko je organizacija bodisi eno podjetje ali pa recimo tudi lahko nek javni zavod ali pa ministrstvo, skratka neka
pravna oseba, ki ima nek smoter, ki naj bi ga sledila. Poleg načina organiziranosti je pa v poslovni infrastrukturi, tako kot sem rekla, komunikacijski kanali, ki niso nujno sam medij, ampak so recimo tipi sestankov. Tipi sestankov so lahko opredeljeni glede na to, kdo se sestaja, ali pa glede na to, kako pogosti so in je njihov namen drugačen. Se pravi, tipi komunikacije glede na njihov namen, tako interni kot zunanji. To je osnovna poslovna infrastruktura, poleg načina financiranja in v bistvu pretoka denarnih sredstev. Upam, da sem ti odgovorila. Okej. To so bila v bistvu zaenkrat vsa vprašanja. Bi imel še kdo kaj mogoče za komentirati? Jaz bi v bistvu lepo prosila, jaz sem videla nekaj vaših prijav, prihajate iz zelo različnih podjetij. Tako malih kot srednjih, velikih, proizvodnih, takih in tako naprej. Kako vi mislite, da ste organizirani, funkcijsko, da ste organizirani procesno, da ste organizirani mrežno ali da ste že v pajčevini? Mogoče, če bi bil kdo toliko prijazen, pogumen, pa delil z nami svoje videnje. Ker zanimivo je pri organizacijah, da v bistvu to ključno infrastrukturo pravzaprav podjetja ne razumejo tako in jo prepuščajo nekomu, da to uredi, ker je pač to treba imeti. In se tudi to, kar je napisano, ne sklada nujno s tem, kar je dejansko. Tako da to je v bistvu nekaj, kar se potem odraža v tem, kako uspešni smo pri svojem delu. Ali dejansko naši rezultati so v skladu s tem, koliko delamo. Javil se je en gospod, ki je lastnik srednjega družinskega podjetja, usmerjen v dobiček. To ni nič narobe. Treba je to zdaj samo nadgraditi, ker prehod v naslednjo fazo ne pomeni, da prejšnje faze negiramo. To bi povedala mogoče z ilustracijo, s primerom, ki pač ga vsi poznamo, če pogledate otroka. V neki situaciji, v neki starosti se ukvarja s tem, kako bo shodil. Ampak zdaj, ko to preraste in dobi nov izziv, recimo se more naučiti zdaj pa samo oblačiti, ali pa more prenehati z uporabo plenic, more se navaditi iti na stranišče. To ne pomeni, da zdaj neha hoditi, še vedno more hoditi. Podobno je s temi razvojnimi stopnjami v organizaciji. Ta usmerjenost, da v bistvu delate za dobiček, je čisto v redu in je ni treba negirati. Obogatite jo s tem, kako boste do tega dobička prišli, na način, s katerim boste obogatili družbo, v kateri delate. To je nekaj, čemur jaz rečem opredelitev smotra, ki je v dobrobit družbe. Na ta način boste prišli do cilja, vašega cilja, ki bo na višji stopnji razvoja
in temu prilagodite organizacijo, način delitve dela. Upam, da sem vam odgovorila. Imamo še eno novo vprašanje. Zdaj, mogoče še to razširim, ker ste prav vprašali za spremembo vrednot, a ne. Ljudje spremenijo vrednote takrat, kadar v resnici čutijo, da je to potrebno, da je to nekaj, kar je v skladu z njimi, a ne. Tako da jaz mislim, da je zelo pomembno, da delamo na tej viziji podjetja, zakaj nekaj počnemo, kam v resnici gremo, in temu bodo sledile tudi vrednote. Vsekakor je pa pomembno, da tudi aktivno na tem delate od vrha navzdol. Se pravi, da v bistvu se pri vseh projektih, ki se jih lotevate internih, in pri vsakem delu, vsaj pri recimo nekih kvartalnih sestankih sprašujete, kako je to v skladu z nekimi novimi vrednotami. Nove vrednote so pa tiste, ki podpirajo vašo vizijo, a ne. Se pravi, vse vrednote so v redu, ampak narediti morate neko prioriteto. Za prioriteto je pa dobro, da date tiste vrednote, ki podpirajo vašo vizijo. Okej. Še kakšno vprašanje? Okej. Zdaj v bistvu imamo še nekih 5 minut časa. Pa bi jaz to izkoristila še enkrat, da poudarim to neko svoje ključno sporočilo, a ne. Zastonj imate fantastične avtomobile, sposobne šoferje, če so ceste sklumpane. Polagam vam na srce, da v bistvu to, kar je bila včeraj dobra cesta, ni rečeno, da je tudi danes. Infrastrukturo podjetja je treba stalno preverjati, ali še dovolj podpira trenutni razvoj podjetja in trenutne potrebe, ali je v bistvu to, nekaj, kar vam olajšuje delo, ali je to v bistvu samo nebodigatreba, ki vam je v napoto. Hvala vsem skupaj za pozornost, hvala, da ste me poslušali. Še enkrat bom pokazala svoje kontakte. Če ima kdo kakšno vprašanje, naj mi prosim piše. Drugače pa hvala Gospodarski zbornici Slovenije za vabilo, hvala Združenju za management consulting, ki mi je to omogočilo. Predvsem vam pa želim, da se zavedate, da bojo spremembe, da so fajn, da izkoristite ta neki zagon, ki ga je to stanje povzročilo, da v bistvu to vzamete kot prednost in spravite svoje podjetje na naslednjo stopnjo razvoja, ki vam bo gotovo omogočila večjo agilnost in s tem boljše rezultate v prihodnosti. Hvala še enkrat, lep dan in ostanite zdravi.